koliko časa, na primer, to greš? Ja, najdaljše potovanje naše je bilo 3 mesece pa četrt, ko smo bili stari 20 let. Ja. Šli smo pa v Indijo s kombijem. Ja? Moje prvo potovanje s kombijem, tudi daleč najbolj razburljivo. Pa smo potem še večkrat ponovili to pot in nažalost takrat še ni bilo videokamer. Jaz sem imel eno 8 mm kamero in sem posnel par minut programa, bova enkrat pogledala in še imam tiste posnetke. Šli smo pa preko Turčije, Sirije, Iraka, Irana, tam, kjer je danes precej težko iti skozi. Ja? Zanimivo pa do skrajnosti, ja. Okay. Pa tudi precej pestro, ne. Da veš, koliko nas je bilo. Spet relativno koliko nas je bilo, ne. Šlo nas je 6 iz Ljubljane, na kar je eden že v Slavonskem Brodu ugotovil, da mi nikoli nikamor ne bomo prišli. Ja. Ker so nas v Zagrebu so nas že ustavili policaji, ker nam niso delali zadnje luči. Volan je tresel tako, da so nam v Bolgariji nametali, mislim, da 16 kosov svinca na enega od koles, da je bilo približno centrirano. Ja. Auspuh nam je padel dol milijonkrat, seveda po poti, pa še marsikaj drugega je bilo. Enkrat recimo nam je na klancu navzdol, so nam odpovedale bremze. Ja. Tako kot v filmu, na eni strani skala, na drugi strani prepad, mi pa brez bremz po klancu navzdol. In? Prav pestra. Ja, potem je naš, takrat nisem jaz vozil, k sreči, smo se izmenjali za volanom. Je lastnik kombija takrat vozil in je ugotovil, da če ugasneš motor, da se tudi ustavi avto. Tega nismo vedeli do takrat. Ja. Najprej poskušal šaltati, pa se težko je bilo, ker to je star kombi, IMV-ovs, ne vem, če se ga sploh spomniš. Tak kombi, ki je imel toliko višji je bil kot normalni kombi, pa 6 koles je imel, spali smo noter, 6 ljudi. In težek, ne, tako, to je par ton težko in če enkrat bremze odpovejo, potem ni najbolj enostavno. Še hodiš s kombijem ali si zdaj po tolikih letih? Nazadnje smo bili pred par leti, imam pa željo, da bi spet šel po tej poti. Gremo pa z džipi recimo zdaj, no, ker takih kombijev, kaj vem, tudi, zakaj pa ne. Ja. Mislim, se voziš tudi z letalom. Šli smo z enim kombijem pred par leti, no, spet v Indijo. Imam tudi tam posnetke, tudi to ti bom kdaj pokazal, ampak je bil veliki Mercedesov kombi in smo potem na strehi imeli 2 taka šotora, ki se takole odpreta, pa potem štangami odpreta, tako da zgoraj nas je spalo 7, 2 pa v kabini. Okay. Se pravi na sedežih. Mislim, da imaš ti kar veliko zanimivih zgodb za povedati, ne? Veliko. Bomo mi to kar malo razdelali, glasbeni predah, pa se vidimo nazaj.